Po podatkih Centra za socialno delo Murska Sobota kljub nekoliko višji gospodarski rasti, stopnji brezposelnosti in zmanjševanju tveganja revščine na ravni države, napredka v Pomurju še niso zaznali, saj vsak mesec zadnjih 5 let še vedno beležijo 2500 prejemnikov socialne pomoči. Kot prvo bi lahko rekli, ko se je na državni ravni v letošnjem letu poročalo, da se je zmanjšalo stopnjo brezposelnosti, da je stopnja tveganja revščine padla tudi v naše upravne enote. Vendar mi tega pozitivnega obrata pri svojem delu zaenkrat nismo zaznali. Še vedno ugotavljamo, da je vsaj 2500 prejemnikov denarne socialne pomoči mesečno in to povprečje beležimo že nekako zadnjih 5 let. Tudi smo v letu 2016 izdali več upravnih odločb, kar za 5% več kot prejšnja leta in tudi to bi nekako vsekakor lahko utemeljevali tudi s tem, da se je spremenila sprememba zakonodaje na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in starševskega varstva. Zdaj več o tem pa vodja enote Danijela Cok. Kot je direktorica omenila, tudi v letu 2016 smo doživeli spremembo na področju pravic iz javnih sredstev. Spremenil se je zakon o socialno-varstvenih prejemkih, ki je v začetku leta dejansko zvišal denarno socialno pomoč spet na tisto prvo raven pred sprejetjem nove zakonodaje. Na tej osnovi smo po uradni dolžnosti vsem tistim, ki so bili takrat upravičeni do denarne socialne pomoči ali pa bi želeli ta višji znesek prejeti, ta znesek tudi dodelili z posebnim odločanjem. Prav tako je v letu 2016 Ustavno sodišče ugotovilo neskladje zakona z uveljavljanju pravic na področju subvencij najemnin. Tudi na tem področju smo potem vsem tistim, ki so prejemali subvencije za tržno najemnino, spet vrnili tisti višji znesek subvencije najemnine, kar je vsekakor bilo ugodno za vse te prejemnike. Se pravi, vsi, ki so imeli veljavne odločbe in vsi tisti, ki so spet želeli, da bi se na novo preračunala ta pravica, so lahko to tudi takrat storile. Kot vidite iz tabelice, številk nekako ne bi ponavljala, bi pa poudarila, da če pogledamo leto 2012 proti letu 2016, z izjemo takrat 2012, ko je bil res naval preračuna vseh pravic, nam nekako odločanje o vseh pravicah, tudi denarni socialni pomoči, otroškem dodatku, varstvenem dodatku, obveznem zavarovanju, dodatnem zavarovanju, se pravi, vse te pravice so spet nekoliko v porastu. To, kar smo tudi ugotovili v letu 2016, je spet povečano število izdanih odločb o izredni denarni socialni pomoči. Se pravi, kot je direktorica povedala, vsi kazalniki, ki kažejo neko pozitivno rast, se pri nas enkrat še ne kažejo. Še vedno ugotavljamo, da družine, posamezniki, vsi ti, ki prejemajo nizke dohodke, nizke pokojnine, težko preživijo. Veliko je vlog, kjer prosijo za plačilo elektrike, nakup drv, pa tudi za čisto osnovne stroške, pokritje položnic, nakupa obutve, oblačil, tudi prehrane. Prav tako se je povečalo število izdanih odločb o občinskih denarnih pomočih, o katerih tudi mi odločamo, pomagamo in ugotavljamo in res poudarjamo, da je velika pomoč zraven teh izrednih, tudi ta občinska pomoč, ki potem lahko družinam in posameznikom olajša preživljanje. Ja, v bistvu smo tudi pri svojem delu ugotavljali, da se na nas vedno več obračajo družine, v katerih je zaposlen vsaj eden izmed staršev in prejema nizko zajamčeno plačo, ki je v letu 2016 znašala 790 €. Predvsem tem družinam pomagamo z izrednimi denarnimi socialnimi pomočmi, pa tudi s tem, da otrokom uredimo botrstvo, da jih pošljemo na tabore, da jim pomagamo pri nakupu šolskih potrebščin in da najdemo tudi botra v okviru Društva prijateljev mladine Moste Polje. Prej smo omenili, da je bila tudi sprememba na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in na področju starševskega varstva. V bistvu se je v letu 2016 neplačani očetovski dopust spreminja v plačanega in tako so očetje pridobili 5 dodatnih dni plačanega dopusta. Pri našem delu se je to zaznalo tudi na državni ravni, nekateri celo poročajo o 100% povečanju, pri nas v bistvu smo zaznali 60%
povečanje oziroma smo izdali toliko več odločb o očetovskem dopustu. Center za socialno delo Murska Sobota je bil tudi zadolžen za pripravo regijskega izvedbenega načrta za leto 2014-2016. V letu 2016 smo naredili evalvacijo tega, največji pridobitvi v regiji sta vsekakor Lazarjev dom in materinski dom. Evalvacija pa pokazala, da potrebujemo še neke nove organizacije, ustanove. Potrebe je tudi po mladinskem domu, po svetovalni center, potem tudi nekako razdeljevalnica hrane, ker pri svojem delu tudi ugotavljamo, da se vedno več ljudi obrača k nam, da rabijo topel obrok oziroma prehrambene pakete. Ne toliko povpraševanja po hrani, kot je to leto, pa prejšnje leto, tudi prej nekako nismo zaznavali. Kar se pa tiče našega svetovalnega dela, Center za socialno delo v okviru 20% svojih nalog opravlja tudi svetovalno. V bistvu tukaj gre za različne storitve, ki jo naši uporabniki sprejmejo prostovoljno. Tukaj delež storitev ostaja enak kot povprečju prejšnjih let. Skupaj smo izvedli 3547 teh storitev. Od tega je padlo 3398 na storitev prve socialne pomoči. To pomeni, ko oseba sploh prvič pride na center, gre strokovnemu delavcu, ki ima to storitev in se v bistvu pogovarja o vseh njenih stiskah in težavah, potem poiščemo skupaj z uporabnikom možnosti v bistvu rešitve in napotujemo ali znotraj ali zunaj centra, potem storitve osebne pomoči. To pomeni, ker pač svetujemo posameznikom, je bilo 96 in 53 storitev pomoč družini za dom. Posebej pa so pomembni tudi različni preventivni programi, ki jih Center za socialno delo Murska Sobota izvaja. V letu 2016 smo jih izvajali 13 za različne ciljne skupine, za otroke, za starejše, za invalide, ker je pri nas še mreža različnih socialno-varstvenih programov oziroma mreža programov še vedno šibka napram pač mogoče drugim regijam. Tudi smo ugotovili, da se nam je za slabih 20% povečalo skrbništvo za poseben primer za odrasle. To se nekako lahko tudi pojasni, da se pač prebivalstvo stara, tudi v bistvu v naši regiji, pa da je tudi vedno več ljudi, ki se srečujejo z demenco, z različnimi KPI, ostanejo v bolnišnicah ali v domovih in potem prosijo za vsako stvar, tudi če se oseba v bistvu premesti v drugo sobo, moramo mi dati v bistvu soglasje preko tega skrbništva. Na državni ravni se je poročalo, da se srečujejo v nekaterih območjih že s težavami namestitve starejših v domove. Pri nas se v bistvu s temi stvarmi še ne srečujemo. Mogoče smo imeli pred leti srečo, da je bilo teh domov več, se pa mogoče se srečujemo s tem, da se tudi starostnike namešča na Hrvaško, ker bi naj bila tudi mogoče ugodnejša cena. V letu 2016 je bila tudi sprememba zakonodaje na področju nasilja. Mi smo posebno pozornost namenjali nasilju od mladostnikov do staršev. Temu pojavu se mogoče v Sloveniji pripisujejo v bistvu manjši pomen, ampak 28 primerov v letu 2014, zdaj podatkov kasnejših v bistvu nimamo, je bilo zabeleženih, da je bilo izrečeno prepoved nasilja nad starši. In tukaj predvsem nekako želimo, da starši o tem sicer težko spregovorijo, ampak da čim prej pridejo, da povejo, da lahko potem delamo z mladostnikom v spremembi njegovega vedenja oziroma za celotno družino, ne, da delamo na njihovih odnosih in da pomagamo v bistvu celotni družini. Na Centru za socialno delo že več let deluje skupina za nasilje, ki obiskuje tudi različne organizacije v našem okolju in res nekako spodbujamo ničelno toleranco do nasilja, da se čim več nasilja v bistvu prijavi, predvsem pa posebno pozornost pa namenjamo tukaj nasilju nad otroce. Center za socialno delo Murska Sobota želi v tem letu delati predvsem na preventivi, kar se tiče nasilja in v luči reorganizacije. V novo leto, v bistvu s 1.1.2011, smo že začeli z novo organizacijo dela, predvsem pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ljudje oziroma vlagatelji zdaj lahko po novem vlagajo vloge ne po
po prvi črki primka, ampak po občinah, pa tudi s 1.2. imamo organizirano prvo socialno pomoč za osebe, ki prejemajo materialno pomoč. Bi pa še mogoče tukaj dodali, ker s tem tudi nekako želimo bolj približati našo delo, predvsem pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uporabnikom, želimo več hoditi na teren in se približati tudi lokalni skupnosti, v kateri živijo. Vsekakor je nekako prvi mesec zaznamovalo tudi v spremembi zakonodaje, kar se tiče varstvenega dodatka. Tukaj smo dosti ozaveščali ljudi, da lahko, ko zdaj več ni zaznambeno premoženje, da lahko ponovno dajo vlogo. Potem pa tudi še v tem letu želimo spet delati na preventivi, kar se tiče na področju nasilja. Tudi v luči reorganizacije bi naj delali več skupinskega dela, tudi 4 zaposleni se izobražujemo za delo z skupinami starejših za samopomoč. Pa tudi vse, kar bo potrebno, ker ministrstvo je že v letu 2016 intenzivno delalo na reorganizaciji centrov, mi pa si zdaj v tem letu tudi močno prizadevamo, da bi pridobili nove poslovne prostore in vse, kar se tiče reorganizacije, tudi uspešno izpeljali. Reorganizacija naj bi dokončno zaživela v začetku naslednjega leta.